Sem se zbodil. Joj. Ford Ranger je bil lansko leto pri nas najbolje prodajen potovornjak oziroma pick-up. Letos je zdrsnil na drugo mesto in zato se je opremil z novimi mišicami, da bo spet lahko na prestolu. No pa, ker ima uporaben keson, sem ga pa jaz izkoristil še za svojo smrekco. Čeprav tega čisto takoj ne boste opazili, ima na kesonu smreko, na boku še ena vratca, pod pokrovom je pa zdaj 281 konjičkov. To je samo 11 manj, kot jih ima Raptor. Ampak moram biti natančen, to je sistemska moč, 207 kW in zdaj sem v bistvu prišel do bistva, da je to priključni hibrid. Prvi v Evropi. Noben drug proizvajalec ga še ne ponuja pri nas, zato je v bistvu res nekaj posebnega. Sej, če primerjam številke s tistimi pri avtih, ni toliko poseben, ko pomislim, da je to stroj, ki brez težav pleza po terenu, pa po moje vsakogar malo zasrbijo prsti, a ne? Tukaj se ga polni, baterija ima neto kapaciteto 11,8 kWh, kar je v teoriji dovolj za 43 km električne vožnje. Na meni je prej, ko je bila baterija polna, pokazalo doseg 28 km. Pri Fordu pravijo, da takšen pogon v primerjavi s 3-litrsko turbo dizelsko različico prinaša 7% prihranek pri stroških lastništva, in ker je tale še cenejši, in ker za takšnega v svoji firmi lahko dobite kakšno olajšavo, ker vlagate v čistejše tehnologije, ni čudno, da od njega pričakujejo zelo veliko. Nekaj kompromisov je, itak dno kesona na primer je za 31 mm više, ker je v bistvu tukaj le spodaj baterija in tudi nosilnost je malenkost manjša v primerjavi s turbodizelskimi različicami od 120 do 150 kg manjša, kljub temu je še vedno tukaj 866 kg nosilnost, kar tudi ni malo, bi verjetno lahko 30 takšnih smrek pelal. In tudi ta lahko vleče 3,5 tone težko prikolico. Plus tole ima. V bistvu zelo uporabna funkcija, za katero je seveda treba doplačati, ampak v tem primeru dobite 3 230-voltne vtičnice, 200 tukaj zadaj, ena pa v kabini, s skupno izhodno močjo 2,3 kW. Če vam to ni dovolj, se lahko še malo stegnete in doplačate za izhodno moč 6,9 kW. To pa v bistvu poganja že kakšen konkreten stroj. In potem, če zmanjka džusa v bateriji, se vklopi bencinski motor, ki deluje kot generator. Osnova je tukaj 2,3 litrski turbobencinski motor, ki ga poznamo že iz Focusa ST oziroma Mustanga in ima 138 kW moči, potem mu pa pomaga še elektromotor s 75 kW moči, no in elektromotor je postavljen paralelno, zato ne vpliva na delovanje štirikolesnega pogona. Menjalnik je pa 10-stopenjski samodejni. In zato bom jaz zdaj s to zeleno energijo pripeljal zeleno smrekco na Belo goro. Na, vsaj delno belo.